Mislim, da se v takih trenutkih ni potrebno dodatno motivirati, kajti okolje, pomembnost tekme nam daje to energijo, ki jo jutri potrebujemo oziroma ki jo bomo jutri potrebovali na tekmi. Imamo aktiven rezultat, vendar ne glede na prikazano v Izraelu smo tam tekmo izgubili in na to moramo biti pozorni. Nasprotnik ne potrebuje veliko prostora, da je nevaren. To pomeni, da bomo morali biti zelo natančni, pozorni v izvrševanju nalog v fazi branjenja. Jasno pa je, da vemo oziroma da nam bo nasprotnik v določenih trenutkih tudi nekaj pustil. Mi vemo, da je Makabi dobra ekipa, smo jih spoznali že v Izraelu. Vsekakor smo tudi videli, da se lahko igra proti taki ekipi. Smo tudi zabili v Izraelu, tako da mislim, da smo zmožni zabiti tudi jutri. Kar se tiče podaljškov, ponavadi se nam podaljški izidejo dobro. Iskreno ne razmišljamo o podaljških, vendar sem prepričan, če bo do podaljškov prišlo, da imajo fantje energijo tudi še za dodatnih 30 minut. Predvsem spremenjena zvezdna linija z njihovima dvema defenzivnima igralcema v sredini igrišča, katera sta tekavsko veliko bolj sposobna, kot sta bila ta dva, ki sta igrala, številko 17 in 15. Čeprav je 15 njihov največji talent in bo najverjetneje zdaj igral levo v zvezni vrsti. Oba, to pogovorimo o Nigericu, številka 6, vi boste boljše vedeli imena, in pa Brazilcu številko 7, oba sta nižje rasti, izredno agresivna, manj kreativna, tako da bomo v sredini imeli manj prostora oziroma bomo v sredini bili za žogo bolj pod pritiskom kot na tekmi v Izraelu, čeprav smo že na tekmi z Izraelom bili v določenih trenutkih, ko oni izgubijo žogo, so v tem prvem momentu izredno agresivni.